nismo samo telesna bitja, čeprav nekako v današnjem svetu ali v današnjem načinu življenja se zelo veliko ukvarjamo s telesom, pa nekako iščemo neke zunanje vzroke za svoje bolezni, ampak velikokrat so pravi vzroki nekje drugje. In danes bi vam rada predstavila, kakšna je ta povezava torej med našo zavestjo, našim nezavednim, potem imunskim sistemom in končno neko telesno boleznijo. Danes vemo, kakšen način življenja imamo. Velikokrat imamo nekaj prisilne odnose z ljudmi, navzven kažemo nekako drugačen obraz, ko mogoče mislimo v svoji notranjosti. Vse to nas navznoter razžira. In imunski sistem nas zelo, zelo jasno opozarja. Kadar ne spimo, recimo, kadar imamo driske, kadar nas mučijo migrene, glavoboli, ko imamo, ne vem, smo zaprti konec koncev. Skratka, vse ti znaki so velikokrat opozorilo imunskega sistema, da moramo nekaj spremeniti. Moramo se naučiti poslušati svojo notranjost, ki nam vedno pove, kaj je prav, seveda, če jo znamo slišati. No in tu je nekaj bolezni, ki so lahko povezane torej s čustvenimi motnjami. To je recimo razbijanje srca, povišan krvni tlak, astma in druge alergije, želodčne razjede, kronično zaprtje, kronična driska in kolitisi, revmatična obolenja, prevelika telesna teža, motnje prehranjevanja, glavobol, bolečine v vratu, hrbtu, rakava obolenja, kužbe, skratka ogromno. Po nekaterih podatkih je kar 80% vseh telesnih bolezni psihičnega izvora. Tako da, če se nekako odločimo za neko dieto, moramo sigurno to narediti na nek strokoven način. Tega velikega problema se zavedamo tudi v celjskih lekarnah, zato izvajamo tudi program zmanjšanja telesne mase. V Gregorčičevi lekarni poteka, v Celju, pa tudi v Šentjurju poteka. In torej, če se za to odločite, je sigurno to treba narediti s spremembo načina življenja, tudi s spremembo prehrane. Potem bo to šele uspešno in potem bo to šele nekako zdravo. Za konec bi vam mogoče spet nekako dala misel Sebastiana Knajpa, ki je tako poudaril, da je človek torej celostno bitje, telesno, duševno in duhovno. On je tudi dejal, da je človek samo en del narave, en del stvarstva, da nismo mi nekako nekje izven, ampak da moramo poslušati te naravne zakone, da jih moramo nekako vpletati v svoje življenje, kar jih danes pravzaprav ne znamo več. Ali pa nam, ne vem, službe to ne dopustijo. Skratka, če bomo hoteli nekako ohraniti svoje zdravje, bomo mogli poslušati bolj torej svojo notranji glas, svojo intuicijo in pa seveda vse te naloge, ki so nam od zunaj poslane, da jih mi opravimo. Na ta način bomo bolj živahni v delovanju, bolj živahni v razmišljanju. Tudi v starosti se ne bomo počutili, recimo, nepomembne ali pa neuporabne. Da bomo pa to intuicijo nekako slišali, so pa zelo pomembni neki trenutki v naravi, trenutki v tišini, ki nam odprejo oči, ki nam pomagajo, da odkrijemo svet okoli nas, vse smiselne naloge okrog nas in pa tudi svet v nas, ki nam pravi, kaj je prav, kako naj živimo, da bomo srečni, da bomo zadovoljni, uspešni in na koncu tudi zdravi.